Nejša, z mano, zdravo. Zdravo, Boštjani, in lepo zdrav tudi vsem, ki naj jo poslušajo. Res je čudno, da se ponovno slišiva. Ja, nič ni čudno. Že v prejšnjem komadu sem sedela, čudno je. Tako da ni čudno, da je spet čudno. Danes je že vse čudno, če pogledamo okrog. Dejno, čudni vsi. Kdor ni čudni, je pa čudaški, evo. Nova skladba z tvojega aktualnega albuma je tukaj. Pesem, ki ni bila napisana za duet, berem, pa je nastala duet. Ja, pesem, ki ni zazvenela, tako kot bi mogla, ko smo jo ruknali v slovenščino in snemali in v zadnji fazi, takrat, ko v bistvu že nekaj prilagajanja, pa kompromisi že skoraj da več niso možni, sva šla s producentom na nož, pa sva rekla, ali hamo ali pa ben. Pa je rekel hamo, ja, smo se dobili, posneli in je zazveneli. To si sedaj tako povedala, kot da bi bilo na poroke. Hamo je rekel ja. Ja, lepo, a ne? Brez prstana. Moško-ženski dialog. Ja, tako je tekst začel ratovati, pa moj producent je to zastrajal, da ima to v slovenščino vršta, nekaj pa daj pustimo enega v angliščini, nekako dobro zveni. No pa moram reči, da je imel prav, ker se mi zdi, da je fajn imeti en tak kantrijaško-rokerski žensko-moški duet. Do tega več zdaj ni bilo in se mi zdi, da prav sveže zveni. Je to potem pesem o paru ali o čem drugem? Bolj o faliranem paru, ki ima. Ni ratalo, ampak po drugi strani pa nekako pravta, da lej, vse se vsakmo tako zgodil, če ne na stara pa na mlada leta. Človek se zažene v nekaj, kar mu je fajn, pa mu pa ne znese. Od vsega tistega prevečga zanosa, kaj je, ne znaš realno iz distance pogledati, kdo si ti, kaj imaš, kaj valjaš. Ampak se ljudje zavedamo vrednosti česa, kar smo imeli šele takrat, ko to zgubimo. Takrat, ko se zaboli, se šele zaveš, da si živ. Tako. Video podoba je prav tako to dana. Video podoba bo rekla je zelo zadržana za moje zadnje podvige, ampak smo nekako pustili, da pesem dela sama zase in smo jo podprli samo z snemanjem live sessiona v studiu 26 na radiju. Nejša, bo z albuma Dvigam jadra še kak singl? Seveda, da bo, vendar je to municija za par let. Jaz vem, kako je, ko izdaš ploščo, daš muziko v veter, ampak če se komadom posebej ne posvetiš in ne daš te pozornosti in seveda tudi te foto-video oblike, nekako kar poniknejo nekama, ne? Tako da jaz nekako, glede na vse tiste faktorje, ki ti dajo možnost izbira, veš, najprej pogledaš, kjer letni čas je, o čem govori in tako naprej. Mislim, nanizati še kar nekaj singlov, zna se pa še vmes od kaj frišenga zgoditi, kar pač ni na plati. A veš, malo gremo po občutku, ker je občutek tudi vse, kar nam ostane, ker pravili tega več ni. Bomo počakali, kateri vetrovi bodo zapihali in potem slišali, kako pojejo. Tako. Bova pa sedaj v eter dala pesem Res je čudno, pa je res? Ja, res ni čudno, da se spet slišva in moram reči, da ful hvala za vso to podporo skozi vsa ta leta. Pa tudi ni čudno, da smo s Hamotom skupaj pred mikrofonom, mi da smo že dostakrat bila skupaj na odru, sva se povohala, sva si petke potalala in lej, lepo, da imamo tudi nekaj, kar lahko ovekovečiva. Pozdravljeni, moje ime je Nejša. Moje ime je Hamo. In vi poslušate oddajo Radioaktivno.